In sicer najprej naslov je v UC Brežice ni realna novina. Če zdan zdravnik iz ZD Brežice še vedno izvaja NMP na terenu v svojih rednih ambulantah. V času dežurne službe je ZD Brežice zaprt. Zdravnik družinske medicine dela v urgentnem centru Brežice v modro-zelenem sektorju, obravnava populacijo Krškega in Brežic, izjemoma izvozi na teren. Ok, vprašanje. Vsak UC ima realni mobil, zakaj to za Brežice ne velja? Ja, pa smo zdaj na vprašanje. Kam zdaj postavi ta realni mobil, ki pripada vsakemu urgentnemu centru? Vi ste eno razvlečeno mesto 50 000 prebivalcev, samo ona bolj populirana polovica je dobri 10 km stran. Naša rešitev konceptualno je enaka kot za Mursko Soboto in Novo Gorico, ki ima par kilometrov bolnišnico iz centra. Seveda rešilec ne bo stavil v Rakičanu, med njivami, ampak z tej mesta. Seveda ne bo rešilec realni mobil čakal v Rožni dolini, ampak pred Pedlom. In to je pač bil naš odgovor na to vprašanje, kjer je pač več prebivalcev. To je v tem primeru Krško. To za nas skupna entiteta in konceptualna enota. Kdo na brežiškem terenu v času dežurstva skrbijo akutno bolne in življenjsko ogrožanje, oziroma vse tisto, ki zaradi zdravstvenega stanja ne morejo v UC. Primer, nezavesti na meji, ključni edem v DSO, AMI na Bizelskem, 15 minut stran, EPI status na Obrežju. Kdo? Tisti, ki je najbližji. Če me sprašate statično, pa če se govorimo o nekih zadevah, ki so tukaj statične, pa ni prevelikih premikov flote pod nadzorom dispečerstva, tisti, ki je v dispečerski sistem zaznal, da je najbližji, v tem primeru najbrž, če vse mirno in enkratni dogodek, je realni mobil, ki bo parkiran v Krškem, poskrbel vse to, v katerikoli občina že sto. Če pa bo na radarju vidno, da je NRV bližje, bosta pa poslana istočasno. NRV po svoji najhitrejši poti in istočasno realni mobil. Da se razumemo, to ni zaporedni sistem, kjer NRV gre pogledat. Ne. Nihče še ni bil na kraju dogodka, klicatelji so, dobijo mobila in istočasno je aktivirana obe ekipa. Če prevzame realni mobil, je NRV tako izpuščen in se tako vrne na svojo bazo, oziroma na spuščen sistem. Ali je spisano 2 NRV-ja v Brežicah in en realni mobil v Krškem? Predlagamo reševalno vozilo realni mobil zdravnik so otežkočeni, oziroma zdaj tu predlog. 1,5 NRV-ja v Brežicah in pol do 1 NRV-ja v Krškem. Zdaj, to je neka matematika enim vzet, drugim. Ampak, torej, z našega vidika je to bazen, ki vam pripada, oziroma smo prepoznali toliko, kako recimo na Primorskem, tam mogoče še vse lažje, ker je še bolj strpno. Ampak ultimativno bo z temi vozili upravljal dispečer. Ne vi, ne mi, ampak nekdo, ki bo vedel, kje je to najbolj potrebno. Lahko jaz koristim, lepo prosim. To vprašanje moje, tam je tele. Gre se za to, Gospa, lahko najprej vaše ime, prosim. Moj zabiber njegov delovno v zdravstveni dom Brežice. Hvala. Jaz sem tle predlagala eno zadevo in sicer RV, se pravi RV vozilo, ki bi v Brežicah imelo zdravnika in enega tehnika. Vsi tisti 4 primeri, ki sem jih naštela, se pravi EPI status, ključni edem, kaj je še bilo, tam izvozi RV iz Brežic, pridruži se zdravnik iz celotno ekipo iz Krškega, kar pomeni na terenu 5 ljudi. Jaz mislim, da je to absurd. Zato pa sem predlagala, da bi bilo kot RV vozilo zdravnik, tehnik, ki ni veliko dražje od navadnega NRV tima, jaz ne vem, tak kot lajk ali pa kot lajk, kot nekdo, ki nimam prikladati financami, ampak dela pač strokovno to področje že kar nekaj let in se mi zdi, da za veliko intervencij, vsaj v naši občini in za naše občane in bolnike, je to boljša in bolj varna predvsem varianta. Se pravi, da v takih primerih tudi zdravnik pa en tehnik, te vse 4 oskrbite. Imamo z 2 ljudmi vse oskrbljeno, ne pa teh je 5.
poleg pa cela občina brez doktorja za teren. Tako da to je ena specifika in še ko podarite, jaz moram povedati, da Brežice in Krško izredno super in dobro sodelujemo in da velikokrat imamo 4 ekipe naenkrat na terenu. Vi lahko sprejmete pravilnik pod tega in pod to organizacijo pa se prosim lepo podpišite. Potem pa lahko mi po njem delujemo. No, moj predlog je bil, jaz mislim, da urgentni center enega zdravnika taka mora biti in da ta ne more biti iz modro-zelenih sektorov, ker ko bo to nekoč samo specialist družinske medicine, ne bo potreboval vseh teh znanj, ki jih vi predpisujete. In to je moje mnenje, to sem hotel pojasniti, to je ta RV, ki je bil tam. Hvala lepa. No, toliko, da mogoče gremo kar z to rdečo nitje, tu je bil tudi v bistvu ne eno vprašanje, ampak en danski predlog. In je tudi našteto postopnost oziroma vredno način, ko vas ste nakratko prebral. Prvo je predlagani stečajski center. Definitivno, gospod Petrič je že prej omenil, najprej se vse prehodna obdobje in dolžina prehodnih obdobje se veže na stanovitelj stečajskega centra. Verjamite mi, da lahko mi danes vsi predstavljamo, gledamo, špekuliramo, modeliramo, kaj bi kaj bilo, kam postaviti polovica avta, kam eno pa avto postaviti, definitivno brez podatkov, ki jih bo dala edino lahko objektivno dispečerska služba. Ne moremo se čisto nič dokončnega pogovarjati. In zato je zadeva odprta, zato je pravilni predlog, zato je na koncu javna razprava, ki je namenjena, na koncu prihajamo pa, da poslušamo, tudi določene vaše specifične zadeve in seveda tudi druga točka logistika. Definitivno brez realnih podatkov se bomo nič pogovarjati. Nekdo bo vprašal, zakaj danes realnih podatkov nimamo. Žal jih nimamo, ker niti nimamo enotne metodologije na 63 mestih, kako podatki zbirajo. Nekdo reče, ne pišem protokola, da ne govorimo o protokolih ekip nujnih reševalnih vozil, ki jih redno pišejo samo v 2 centrih v Sloveniji, ker oprostite, to, kaj ste vi v protokol napisali, to je dejansko narejeno. Druga je tisto v bistvu žurnje ambulanti, ki imajo tudi kartični vnos, kar seveda je dokazano. Pacient je prišel, kakorkoli ima kartico, nima kartice, vi ste ga v nek sistem vnesli. Se pravi, tam je zadeva bistveno lažja, pa še vedno najdemo težave z tem, nismo ga vpisali, noter vpisali smo ga v drugi sistem, veste, da imamo v Sloveniji vsaj 5 do 6, ki tečejo v zdravstvenih mojih bolnišnicah in imamo zaradi te enotne metodologije podatka sigurno določene težave. Definitivno je prehodno obdobje, ker nihče ne bo, tako rekla dr. Pibernikova, vi se potem podpišite. Noben se ne bo podpisal pod nekaj, kaj bi prineslo težavo ali kaj bi bilo manj kvalitetno za ljudi oziroma za občane. Me pa izredno veseli, ko slišim, da izredno dobro sodelujete, ker to veste, da tudi v preteklosti, pa ne samo tu pri vas, ni bila ravno praksa. Ena izmed dobrih stvari, ko smo se začeli pogovarjati o spremembah NMP, da so začeli regije sodelovati, to smo mi odkrito 12 let zelo veseli. Druga